vsemi. Kids TV. Dan, dober dan, Diana tu in ti si tam. Gremo skupaj? Dan, dober dan, jaz sem tu in ti si tam. Danes imam eno težavo. In sicer ne jaz, ampak Lukas. Rada bi mu pomagala in mislim, da vem kako. A sem vam sploh povedala, kakšno težavo ima? Nisem? Kakšna tepka sem. Poslušajte. Lukas in Lina. Zavist. Ena majhna sovica na drevesu je sedela. Lukas, ja, Lina, se prideš igrat? Že prihajam. Ena majhna sovica na drevesu je tukaj sem. Hej, Lukas, poglej, opaziš kaj novega? Niti ne. Kako ne opaziš moje oblekice? Poglej, čisto nova je in v moji najljubši roza barvi. Ti je všeč? Oblekica kot oblekica, nič posebnega. Kako to misliš, oblekica kot oblekica, nič posebnega? Ti res ni všeč ali to samo tako praviš? Meni se namreč zdi zelo posebna. Poglej. Moja je lepša, tvoja je punčkasta in To pa ni preveč prijazno od tebe, Lukas. Veš kaj, zdi se mi, da si zavisten. Samo zato, ker imam jaz nekaj novega, ti pa ne. Ali ima Lina prav? Je Lukas res zavisten? Kaj sploh pomeni biti zavisten? A vi veste? No, da vas slišim. To pomeni, da si želimo nekaj, kar ni naše. In ker mi tega nimamo, tudi drugemu ne privoščimo. To je zavist. In nikakor ni prijetno čustvo. Vsi smo ga že kdaj občutili in nič ni narobe, da ga občutimo. Prav pa je, da vemo, da ni dobro in da takrat globoko vdihnemo in rečemo. Lukas, kaj rečemo? Težko priznam, ampak mogoče imaš prav. Sem vedela, jaz imam prav, ti pa ne. Lina, kaj? To pa ni lepo. Če nekdo prizna, da se je zmotil, se mu ne posmehujemo, ampak mu damo priložnost, da nam razloži, kako se počuti in zakaj se tako počuti. Včasih je zelo težko biti tako zelo pogumen, da na glas poveš, kaj čutiš. Lina, daj Lukasu priložnost. Prav imaš, Diana. Oprosti, Lukas, nisem želela biti zlobna, ampak prizadel si me, pa sem ti želela vrniti. Ampak vem, da to ni ne lepo in ne prav. Kaj si mi želel povedati? Poglej, tu sem, poslušam te. Hotel sem ti povedati, da sem najbrž res malo zavisten. Tudi sam bi si želel novih oblačil. Pa ne zato, ker jih potrebujem, ampak zato, ker jih imaš ti, bi jih pač imel tudi jaz. Vem, Lukas, ampak ne moreš vedno imeti, kar imam jaz. Včasih imaš ti kaj novega, včasih jaz. Želim si, da si vesel zame in da ne razmišljaš samo o sebi, ampak da si srečen z mano, ko sem jaz srečna. Bi to šlo? Hočeš reči, da naslednjič boš pa ti srečna z menoj, ko bom samo jaz imel nekaj novega, kaj ne? Tako je, Lukas, ker si prijatelji želijo lepih stvari en za drugega, ker so prijatelji srečni, ko je njihov prijatelj srečen. Kaj ne, Diana? Res je, Lina. Zelo vesela sem, da sta si vzela čas, se pogovorila in tale nesporazum rešila. Veste, lahko se zgodi, da nam včasih kakšna nova stvar od koga ni všeč. Ampak tudi takrat je zelo pomembno, da svoje mnenje povemo, le če nas za to vprašajo. In tudi takrat ga poskusimo povedati tako, da ne prizadanemo osebe, s katero se pogovarjamo. Včasih besede, ki niso prijazne, močno bolijo. In ne želimo biti tisti ljudje, ki drugim povzročajo bolečino. Kaj ne? Odlično. Bravo, malčki moji. Prišel je čas, da se teta Diana
poslovim od vas. Bodite dobri in prijazni z ljudmi, naj vas to, da ima nekdo nekaj, kar vi ne, prav nič ne skrbi. Veste, stvari zdaj so, lahko pa jih hitro tudi ni. Zato dobrega prijatelja skrbno pazite, ker ga na nobeni polici v trgovini ne dobite. Lina, Lukas? Za konec en velik objem, poljubček in pa do prihodnjič.